PlayStation 5 je najboljša konzola ever. Mislim, to je to. Perfekcija. Ne more biti boljša. Vse ostale konzole se lahko sam skrijejo, Sony je dominiral trg in to je to za ta video, po mojem. Lahko greva domov, se vidimo v naslednjem videu. Čau! Ampak, a je temu res tako? Sony je v skoraj 3 letih naredil marsikaj dobrega, ven je prišlo več novih špil, na trgu se je začel ponujati več novih dodatkov, konzola je ratala bolj kompatibilna za SSD-je, če hočeš razširiti notranji spomin konzole. Dobili smo tudi profi verzijo DualSense kontrolerja, DualSense Edge, pa PlayStation VR 2, celo PS5 pride v novi slim verziji in tudi sama konzola je ratala veliko bolj dostopna, kakor je bila včasih. To pa še ne pomeni, da ni placa za nadaljne izboljšave. PS5 mora končno dobiti podporo za wallpaperje, teme in folderje, tudi QuickShare funkcija še zmeraj manjka. Kakšno pa je torej stanje PS5 v letu 2023 in je to najboljša konzola na trgu? Good question. You are a good question. Dobra novica je, da je konzola končno ratala veliko bolj dostopna, kakor je pa bila. Ob začetku prodaje niso mogli dobiti nikjer, imeli jo je samo par srečnežev, ki so jo dobili takoj, ko je prišla na police, sveža zaloga, ali pa če so imeli veze. Drugač pa ti stvari nisi mogel dobiti nikjer. Ja. Lahko si osveževal strani od Big Banga, Harvey Normana, mimo vrste, A1 Slovenija, konzolka, Iga Bibe. Sam konzol preprosto ni bilo. V Sloveniji se šele proti koncu leta 2022 konzola pojavila v zadostnem številu, da je ponudba končno ujela povpraševanje. Andraž jo je na koncu dobil Harvey Norman skupaj z igro God of War Ragnarok in takrat so bila res presrečna, oziroma Andraž je bil presrečen, je mogoče čisto preveč, ko je končno dobil zase. Res sem bil srečen. Danes se je PS5 da dobiti normalno v vsaki večji in bolj založeni štecuni z elektronko, lahko ga dobite v bundlih z igrami, kot so Spider-Man 2, Call of Duty Modern Warfare 3, God of War Ragnarok in druge. Cene pa varirajo vse od 500 € pa do 807 €, odvisno od tega, ali imate navadno ali digitalno verzijo, ali pa če imate zraven še igro ali pa dodaten DualSense controller. Izgled PS5 je tema, ki še zmeraj deli gamerje na pol. Ja. Eni imajo zelo radi ta dizajn, ki spominja na miks vesoljske ladje in Wi-Fi routerja s sodobno arhitekturo, spet drugi pa pravijo, da je preveč pompozen in praktično neuporaben. Ja. Mi sva glede dizajna nekje v sredini, ni toliko, da bi ga sovražili ali pa da bi rekla, da ni lep, je pa res, da je furisto poveč in ful nepraktičen. Sploh, če ste omejeni s prostorom. Ja, drži. Če se je PS4 večinoma lepo zlil oziroma skril vsako sobo in je bil minimalističen, je PS5 pompozen in impozaten, tako da kriči, poglejte me, tukaj sem. Poleg tega se vidi, da je Sony za dosego tega dizajna res žrtvoval praktičnost, zraven pa sprejel določene dvomljive rešitve, ki jim še zmeraj ni ratalo celoti odpraviti, niti pri slim verziji, ki bo od zdaj naprej zamenjala staro verzijo. Čeprav je slim verzija načeloma 30% lažja in ima pokrova razdeljena na 4 plošče, pa je sistem nogic, ki ga držita v horizontalnem načinu, čuden in nepraktičen. Ja, je. Deluje pa tudi ful nesigurno. Dobra stvar je, da je PS5 Slim veliko bolj popravljiv od stare verzije, kar je dobra stvar za nas potrošnike, saj lahko enostavno odstranite ventilator in druge komponente samo na klik. Ampak, če gremo nazaj na klasično verzijo, uporabniški vmesnik je še zmeraj hiter in s ploščicami zelo odziven ter pregleden, čeprav včasih glih najbolj intuitiven in se ti zdi, da prevrže preveč nepovezanih informacij enkrat na ekran, so pa naredili ful dobro, da zdaj dobiš haptičen povraten učinek, ko se premikaš po vmesniku, pa še igre imajo spodaj napise, če so od PS5 ali PS4. Mehne stvari, ki pa res izboljšajo uporabniško izkušnjo. Smo pa preko so dobili tudi veliko všečnih funkcij. Podporo za 1440 pik, Dolby Atmos, Discord in tako naprej. Poleg tega pa so tudi pojačali možnosti razširite spomina na konzoli, kot da je ta zadnjo posodobitev možno na konzolo priklopiti do 8 TB velik SSD, kar bo seveda vsem pomagali, ki imate radi velikih iger. Zdaj, nažalost, pa še zmeraj ni določenih funkcij, ki jih jaz sicer osebno pogrešam iz PS3 in PS4. Če zmeraj recimo ni možno naložiti tem oziroma tapet oziroma wallpaperjev, s katerimi bi lahko customizali uporabniški vmesnik na način, kot si ga lahko na prejšnjih konzolah. Zdaj, zakaj Sony po 3 letih še zmeraj ne omogoča, da bi to naredil, mi ni jasen. Poleg tega bi bilo fajn, da bi Sony na začetnem zaslonu omogočil neke mape oziroma skupine, kamor bi lahko uporabnik dodajal oziroma umeščal igre najljubše ali pa recimo po zvrsteh. To še zmeraj ni mogoče. Kar se tiče špil, je njihova zbirka v 3 letih res se konkretno povečala. Dobili smo Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, The Last of Us Part 1 Remastered, Death Stranding Director's Cut, Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima, Director's Cut, Ratchet & Clank Rift Apart,
Returnal, Spider-Man 2 in po mojem smo že dosta števa pa Live Beach. Ja, pa tukaj sploh še niso upoštevala indie razvijalcev ter vrhunskih iger drugih studijev, ki ne spadajo pod okrilje Sony Studios, pa si jih sicer lahko igrajo tudi na ostalih platformah. In tukaj je tista stvar, pri kateri se odločate za nakup PS5. Velik špil, ki so na voljo na tej konzoli, lahko namreč igrate tudi na drugih platformah. Ampak če ste orientirani v prvoosebne enoigralske izkušnje z poudarkom na zgodbi in če imate radi DualSense kontroler, je to res primerna konzola za vas in se je definitivno bolj splača kupiti kot pa rabljen PS4, ker se dejansko opazna napredek. Vse. Ena od stvari, ki me po 3 letih še zmeraj ful fascinirajo, je to, koliko hiter se špilje zaženijo. Čeprav sem mislil, da mi bo to nekak časoma res ratel samoumevno, pa mi ni. Dejstvo je, da sem v eri PS3 in PS4 pregral toliko velik špil, da iz prve roke vem, kaj so dolgi nalagalni zasloni, ampak pri PS5 se mi ni niti enkrat zgodilo, da bi rekel, wow, to pa res dolg cajt traja, da se naloži. Sploh, če igrate špile, kjer veliko crkujete ali pa imate ogromne mape, kjer morate hitro potovati, so nalagalni časi bistveno za to, da vas ne vzame ven iz doživetja. Evo. To se gre v veliki meri zahvaliti dejstvu, da je Sony pri PS5 končno presedlal iz HDD diskov na SSD diske, ki so veliko hitrejši, prav tako pa je tem razvijalcem omogočil, da so naredili levele v špilih bolj raznovrstne in tudi gameplay je zaradi tega rado hitrejši, ker je konzola sposobna hitro sproti nalagati okolje. Edina stvar, ki nam po 3 letih še zmeraj čisto jasna, je, zakaj PS5 še zmeraj nima na voljo Xboxove funkcije hitro nadaljevanje oziroma Quick Resume, ki ti omogoča, da nadaljuješ eno drugo špilo, kjer si jo končal, brez da bi rabil ugasniti špilo, ki jo trenutno igraš. Čeprav grafični preskok iz PS4 na PS5 približno ni tako velik, kot iz PS2 na PS3, pa so velike spremembe v tistih majhnih detajlih, ki jih prej ni bilo. Boljše senčenje, boljša osvetljava, podpora za sledenje žarkom oziroma ray tracing. Vse to je bilo na PS4 omejeno ali pa sploh ni bilo na voljo. In čeprav se ne zdi neki zelo game changing, v končni fazi naredi razliko za gamerja. Poleg tega je pa PS5 tudi komad tišji. Recimo, jaz sem imel štirko in tam se je res slišal, ko se je prižgal ventilator. Dejansko si imel občutek, kot da se je en motor od reaktivca prižgal. Ok, me bi malo pretiravam, ampak hočem povedati, da je bil res glasen. Pri PS5 je pa to redko, razen kar loadate v prvo ali pa inštalirate špile, drugače pa niti približno ni toliko hrupane in vam ni treba nositi slušalk. Ker pri PS4, če si recimo igral The Last of Us Part 2, tam si dejansko slišal ventilator. Razširile so se tudi sposobnosti PS5. Vedno več je špil, ki jih konzola sposobna poganjati pri 4K, vse do 100 FPS-jev, seveda, če imate zraven tudi TV oziroma monitor, ki to podpira. Sicer tega ne boste nikoli zares izkušali, na žalost. PS5 je tudi več kot dosti močen, da vzdržuje stabilne framerate, brez kakršnih koli padcev v FPS-jih ali pa resoluciji. Ko smo že pri podpori, super je tudi, da PS5 podpira veliko večino PS4 špil, tako da lahko igre od PS4 date samo na PS5 in jih bo konzola normalno poganjala, ali pa če jih kupite prek PlayStation Store ali pa članstva v PlayStation Plusu. Dobro je tudi to, da razvijalci za veliko svojih špil dajo posodobitve, ki omogoča, da jih na PS5 igrate pri višjih FPS-jih ali pa pri boljši resoluciji. Malo manj razveseljujoče pa je dejstvo, da Sony še zmeraj ni pogruntil dobrega načina, kako bi na PS5 spravil klasike iz PS3, ki je imel čisto samo svojo notranjo arhitekturo in od katerega PS5 pač na žalost ne poganja špil. Ja, načeloma lahko igrate določene PS3 špile prek PlayStation Plusa v obliki kataloga Classic, ampak izkušnja je večinoma podpovprečna, pač ker mora biti povezava do interneta aktivna. Torej, če imate slab internet, lahko itak pozabite na dobro izkušnjo. Večina špil ima slab frame rate ali pa deluje kot da bi špil igral na ta starem katodrnem televizorju. V glavnem, njih ni najboljša izkušnja, žal. Povezano z eksplozijo špil je sledila tudi eksplozija dodatkov za PS5. Najprej so različne barve plošč želven drugi proizvajalci, pa se pa to ni tako vključil. Zdaj je na voljo že 12 različnih barv plošč plus posebne plošče, kot so recimo za Spider-Mana. Poleg plošč pa lahko tudi kupite tudi približno 15 različnih barv kontrolerjev, tako da lahko PS5 v celoti zamenjate v drugo barvo, je pa res, da vas bo to kar nekaj denarja koštalo. Sploh če boste kupovali uradne dodatke od Sonyja. Pokrovi stanejo okoli 55 €, DualSense kontroler pa še 10 € več. Ko smo že pri kontrolerjih, še ena stvar, ki me po vsem tem cajtu navdušuje, je DualSense kontroler. Ja, saj ne, da je bil PS4 kontroler slab, daleč od tega, ker je bil velik napredek napram PS3 kontrolerju. Sam DualSense je s haptičnimi povratnimi informacijami in prilagojenimi sprožilci čist en razred zase. Da čutiš, ko potegneš sprožilc na orožju, ko napneš lok, ko se tresejo tla,
ali pa motorji na vesoljski radii se ženijo, ko skačeš po platformah naokoli in da vsako dejanje da čist nek svoj specifičen povraten učinek, težko je z besedami povedati, koliko bolj te to posrka v izkušnjo igranja in tega ne dobiš nikjer drugje. Sony je začetek letošnjega leta dal ven DualSense Edge kontroler, ki je v bistvu profi verzija običnega DualSense kontrolerja in omogoča različne profile za sprožilce, daje ven tudi 2 dodatna hrbtna sprožilca, na katere lahko programirate določene funkcije. Prav tako pa lahko čisto enostavno zamenjate mehanizem za krmilni palček, če doživite tako imenovani stick drift. Ni pa poceni, Edge kontroler stane 240 €. Ni poceni. V začetek leta je Sony dal ven tudi PlayStation VR 2 za virtualno igranje iger, ki je bil v skoraj vseh pogledih napredek od PSVR 1. Razen tega, da ne podpira od PSVR 1 špil, ima zelo omejen katalog res dobrih iger, tudi sicer pa je kar dosti drag, se stane, mislim, da okoli 600 €, kar pomeni, da lahko za njegovo ceno kupite še en PSP. Ja. Tudi zaradi tega PSVR 2 do zdaj še ni zares v celoti zaživel in bojijo se, da bo Sony z njim naredil isto, kot je naredil s PlayStation Vita. Pustil bo, da zadeva počasi zamre, ker ne ve čisto kaj dobro narediti z njo. Klasika. Pri pogovoru o PS5 pa ne moremo še mimo članarine PlayStation Plus, ki je na voljo v 3 verzijah. Essential, Extra in Premium. Pri Essential dobite mesečne igre, online multiplayer, ekskluzivne popuste in vsebino, shrambo v oblaku, deljene igre ter pomoč pri igrah. Če greste na Extra, dobite poleg tega še katalog iger in Ubisoft Plus klasike, pri Premium pa poleg vsega tega dobite še katalog klasik, skušanje iger ter pretočnosti z oblaka. Misliva, da je za veliko večino najbolj primerna ta srednja verzija Extra, ki ponuja največ prednosti za svoj denar. Moram pa opozoriti, da je Sony ful podražil PlayStation Plus naročnino, ker je strani igralcev sprožilo kar veliko ogorčenja, ker Sony podražitve ni upravičil za nobeno dodatno funkcijo ali pa storitvijo. Očitno so jo podražili samo zato, ker se je v zadnjih letih pač vse dražilo, pa se skočili na ta vlak še oni. Ja. Za konec pa še to, poleg obične slim verzije bo Sony dal ven tudi slim verzijo digitalne različice, kjer pa boste lahko naknadno, če boste tako hoteli, dokupili zunanjo enoto za branje diskov in jo inštalirali na konzolo, če si boste slučajno premislili in bi želeli igrati tudi igre na fizičnem disku. To vas bo tudi malo stalo, da je cena zunanje bralne enote $80, ampak vsaj imate izbiro, da ne boste rabili digitalne verzije prodajati in kupiti obične, če bi si slučajno premislili. No in to je bilo to, nekako najna ocena PS5 po 3 letih na trgu. Misliva, da je Sonyjeva konzola po 3 letih končno začela upravičevati vso svojo moč in potencial, ki ga je kazala. Glede na to, da se generacije konzol menjajo na 6 do 8 let, ima PS5 še zmeraj kar dosti cajta, da spolira določene stvari, da bi naredili boljšo podporo za 8K, uvedli podporo za Quick Resume, dovolili teme in ozadja, da bi bilo še več ekskluzivnih špil. Ampak vseeno misliva, da je PS5 trenutno verjetno najboljša konzola na trgu, že zaradi števila ekskluziv in tudi zaradi tega, ker tekoče vse laufa. Ne, vse Sonyjeve odločitve valjda glih niso najboljše, sploh kar se tiče dizajna konzole, dviga cen PlayStation Plusa in tega, da se kažejo neke tendence v ozadju, da bi v prihodnosti delali bolj na igrah kot storitvah, ampak sama konzola kot taka je pa še zmeraj zelo dobra. Sploh zdaj, ko jo dejansko lahko kupite. Je eno od tistih redkih naprav, ki se ti zdi nova in futuristična, ne glede na to, kdaj in koliko cajta jo že uporabljaš, ker je res velik kompliment. Če imate še kakšno vprašanje o PS5, nama prosim napišite spodaj v komentarje. Drugače se pa midva za danes od vas poslavljava in se že kmalu vidimo v naslednjem videu. Čau!